Medtem ko v Švici potekajo pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki se močno osredotočajo na izraelsko prisotnost v Južnem Libanonu, izraelske obrambne sile razkrivajo, kaj se skriva pod površjem. In za menoj v upor. Dajmo, pojmo, vidimo, da izhajamo ven skozi. Silami 91. divizije in 551. brigade, ki so vstopile v enega najpomembnejših podzemnih kompleksov, najdenih v Južnem Libanonu, v središču vasi Majdal Zun, le približno 10 km od izraelske meje. Pravzaprav se zdaj vzpenjamo proti šiitskemu središču. Kmalu bomo prispeli v Majdal Zun, eno izmed vasi, ki je v zadnjem letu predstavljala zelo veliko grožnjo silam IDF in predvsem prebivalcem severa. Stanovanja, šole in vrtci. Tisto, kar od zunaj izgleda kot običajna libanonska vas, se izkaže za operativno postojanko Hezbolaha. Nahajamo se v vasi Majdal Zun. To, kar tukaj vidimo, so vražnikovi brezpilotniki iz leta 2020. Leta 2024 izraelske letalske sile napadajo ta tunel, uničijo glavni vhod in lahko si samo predstavljamo in razmišljamo, kaj bi se zgodilo, če bi ta tunel še naprej deloval, kam vse bi ti brezpilotniki lahko prišli. Tukaj je več kot 8 ton eksploziva, razstreljiv, orožja, protitankovskih raket. Moram poudariti, da osebno še nisem naletel na tako veliko skladišče orožja do danes. Več kot 200 metrov podzemnih poti na globini 29 metrov, z 12 sobami in 4 izstrelitvenimi jaški, ki so bili usmerjeni neposredno proti Izraelu. V eni sobi so bile eksplozivne naprave, v drugi protitankovske rakete, v drugih pa bojna oprema za preživetje in brezpilotna letala. To je v bistvu tovarna za sestavljanje brezpilotnih letal od osnove do kril. Eksplozivi, ki smo jih prej videli, so vsi pripravljeni za uporabo, predvsem za napade na civiliste v državi Izrael. Brezpilotna letala tukaj lahko dosežejo razdaljo do 200 km. Tukaj je veliko ton eksploziva in vse je standardizirano. Vse je v vrečkah, to niso falange. Tunel je zelo kakovosten. Lahko vidite način gradnje, iranski način gradnje, pomembna iranska infrastruktura. Po navedbah IDF je to kompleks, zgrajen skozi leta kot del priprav Hezbolaha na obsežen spopad z Izraelom. To je bilo osrednje mesto, predstavljajte si glavni izdelek. Večina hiš tukaj je polna orožja, eksplozivov, mitraljezov. To je neskončno, kaj takega še nismo videli nikjer. Med operacijami v tem sektorju je bilo ubiti več kot 20 teroristov Hezbolaha, vključno z več kot 7 iz elitne enote Radvan. Uničenih je bilo tudi več 10 drugih infrastrukturnih objektov. Prihajate do nekakšnega vrhunca po zelo uspešnem napadu in zavzetju tega strateškega mesta, vendar gre za številne tedne predhodnih operacij napadov. Takšnega mesta ne odkriješ kar tako. To je mesto, o katerem zbiramo podatke že vrsto let. Kompleks, ki je bil tukaj razkrit, je oprijemljiv primer tega, kar bi ostalo skrito, če ne bi bilo kopenske operacije. Razumemo, da je Majdal Zun utrjen strateški cilj. Strateškim mestom v središču Kazve nad nami, 30 metrov nad nami je Kazva vasi. To je izjemen dosežek. To so vse strateška sredstva, ki lahko dosežejo katerokoli točko v Izraelu. Torej, veliko veselje, ni pa veliko presenečenje. Grožnja prebivalcem severa se ni začela pri sami mejni ograji, temveč prav tukaj, v vaseh, v tunelih, v skladiščih streliva in v infrastrukturi, ki jo je Hezbolah gradil več let. Zdaj nova karta, ki jo je v zadnjih dneh objavila IDF, oriše novo varnostno realnost. Obramba se ne zanaša več zgolj na mejno ograjo, temveč se začne globoko znotraj ozemlja. Ko vstopiš v hišo in najdeš polne vreče z vojaško opremo, se ti še bolj izostri razumevanje, da je bila vas pravzaprav krinka, infrastruktura v civilni preobleki, a v resnici popolnoma vojaška infrastruktura. Več kot leto dni potem, ko so se prebivalci severa začeli vračati v svoje domove, izraelske obrambne sile še vedno delujejo v Južnem Libanonu. Uničujejo teroristično infrastrukturo in preprečujejo Hezbolahu, da bi se vrnil na črto stika z Izraelom. Širša vojna se je morda ustavila, vendar se bitke za obrambo severa nadaljujejo, globoko v libanonskem ozemlju, daleč od kamer in daleč od konca.